Tukaj sem od rojstva, tukaj noč sem se rodila. Kot otrok sem skupaj z drugimi otroki zaposlenih nastopala v novoletni zabavi. Sem bila sicer čisto tiho, ker sem bila snežinka. Potem sem pa od drugega letnika medicine bila usmerjenka. To smo bili študentje, ki smo hodili v porodnišnico. Potem sem leta 1979 specializirala in leta 1987 sem postala predstojnica kliničnega oddelka za perinatologijo in sem bila 15 let. In zdaj sem pa 10 let upokojena. Ker sem celo življenje delala pravzaprav v preventivi, moja raziskovalna tema za magisterij in doktorat sta bila tudi prezgodnji porod. Moj oče, ki je bil tudi tukaj ginekolog, je leta 1946 napisal: moramo strokovno obvladati svoje delo, s pacienti pravilno ravnati in delati skrbno in složno. In to je tisto, kar sem jaz doživljala recimo v prvih 20 do 30 letih svojega dela na ginekološki kliniki. Je bil že zelo dober načrt nove porodnišnice, kjer je pokojni primarij Vasilij Matko Cerar imel glavno besedo in je umestil intenzivno za novorojenčke zraven porodne sobe in organizacijsko pediatre, neonatologe in porodničarje, ginekologe in babice, medicinske sestre, čistilke, vse, ki delajo skupaj. Zelo pomembni so bili tudi naši skupni sestanki, zato ker samo tako lahko dobro delaš, da porodničar ve, kako je speljal nosečnost, porod, ker mu pediatri povejo, kako je bilo pol z otrokom in kaj bi se seveda naslednjič dalo narediti še boljše. Tako da ti dve veliki enoti, porodništvo in neonatologija, in pa povezanost med temi ljudmi. Zelo pomembno je bilo tudi, da smo imeli knjižnico, raziskovalni oddelek s profesor Painterjem, Ivana Verdenika, ki je naš perinatalni sistem, informacijski sistem pripeljal na svetovni vrh, od leta 1987. Te publikacije, 10 let v 2 publikacijah in seveda tudi zdaj gre to naprej. In iz teh podatkov se da narediti neverjetne stvari. Na misel primarij Cerar in žal mi je, da niste tega snemali, dokler je bil živ, ker on je bil pa res živi leksikon, pa primarij Blejčeva tudi. Ampak je bil pa tudi za hece. In enkrat je porajal dvojčke, pri katerih smo se od začetka sva se bodla, v začetka sem jaz še celo mislila, da so siamski, pa sva se pa bodla, so monoamniati ali biamniati. Ženska je bila pa neverjetna. Zmer, ko je prišla na pregled Vasoto ali pa k meni, je rekla: doktorica, nič se bati, vse bo v redu. No, in ko je prišla roditi, je Vaso bil nekaj časa z njo, pol je moral iti pa na sejo mestnega sveta. In ko je prišel nazaj, ni bilo več moških tunik, hlač in tunik za preobleči v filtru, in ker se je pač malo mudil, je oblekel žensko obleko. In si lahko predstavljate Vasota, ki je bil krepke postave, s kosmatimi nogami, je prišel v porodno sobo in porodnica se je začela smejati in se je smejala skozi ves porod dvojčkov, monoamniatov. Vsak je imel ovito popkovnico okrog vratu in imela sta še zavozlani popkovnici eno z drugim. Oba sta bila v redu, tako kot je ženska rekla. Primarij Cerar se je pa potem usedel na stol in razmišljal o vsem, kar bi se lahko zgodilo. Primarij Blejčevo, ki je bila neutrudna, ki je skrbela samo za druge, in pa doktor Asejeva,
ki jo vsi zelo pogrešamo. Že sama njena prisotnost v porodni sobi nas je vse navdajala z mirom in mir in potrpljenje v porodni sobi pa res zelo rabiš. In seveda, če je bilo pa kaj, česar nisi znal rešiti, je bila pa tam. Niste jih izpolnili, ampak ste jih presegli, ker ste odlični. In istočasno ugotavljam, da preveč delate in se preveč trudite. Ampak ste enkratni, organizirate neverjetne stvari, pišete, raziskujete, tako da kapo dol, globok priklon. Tako da zelo, zelo sem vesela, če se hočete imenovati moji učenci. Res.